Nič izpustov in tiha vožnja sta zagotovo ene večjih prednosti električnih vozil. Če je naložba v takšen avtomobil približno 10-krat večja, pa je tudi poraba 10-krat manjša. Zdaj pa regenerira, gre nazaj. 30 kW nazaj vleče. Letrik in motor ob zaviranju ali spuščanju avtomobila energijo vrača v baterije in tako podaljšuje vožnjo. 400 km po avtocesti smo že naredili, prepričan sem, da bi šlo tudi 700 po navadni cesti. V končni verziji so pa predvideni še malo večji dometi. Poraba ne preseže 200 Wh na kilometr. Preračunano to pomeni, da je strošek za 100 km vožnje manj kot 2 evra. Zmogljivosti pa zato niso nič manjše. Končno hitrost smo tam nekje okoli 170 na uro, pospešek dobrih 10 sekund do 100, se pravi zelo podobno kot enak avto z benzinskim motorjem. A da so razvili takšen pogon, je 10 domačih strokovnjakov potrebovalo kar 3 leta. Zmogljivost motorja je 50 kW, ta je primerljiv s konkurenco, vendar ima druge prednosti, kot so izkoristek, gostota moči, ki je več kot 1,5 kW na kilogram teže. Sicer pa to ni prvi elektrik in pogon za električna vozila. Dobavljajo motor za takšnega Renaulta, pa tudi za električne viličarje, golf vozila in male štirikolesnike. In kdaj bo ta motor tudi na tržišču? Predvidevamo, da naj bi redna proizvodnja stekla nekje okrog leta 2017-2018. Do konca junija pa ne bi bilo znano tudi, kdo je v ožjem izboru za nakup večinskega paketa delnic Letrike. Skrbni pregled je opravilo več kot 20 potencialnih investitorjev iz Slovenije in tujine.